Pozdravljeni ljubitelji in ljubiteljice dobre glasbe. Zopet imam ta privilegij, kako bi rekel, čast, da je z mano celotna zasedba. Govorim seveda o zasedbi Spaceship Earth. Tukaj le pred Kudom Franceta Prešerna se nahajamo, oziroma Centra slovanskih kultur, po novem, v sklopu dogodka Trnov Fest, ki že vrsto let pod takšnim ali drugačnim imenom ustraja v današnji oziroma letošnji izvedbi, pa tudi današnja zasedba. To se pravi, da malce bolj podrobno spoznamo sam festival in tudi zasedbo. Smo se odločili, da vas kar povabimo v goste. Z mano so torej Marko, Pero, Ambrož in Darjan, nekoč trio, danes pa kvartet, a še vedno velja, kako ste zapisali, vesoljcev, ki bolje razume zvok kot svetlobo. Ja, jaz bi rekel, da še zmeraj to velja. Ja. Sploh danes ta koncert je malo nenavaden za nas, ker bomo že po svetlem začeli špilati. Mi smo navajeni bolj v temi biti. Zato ta svetloba in zvok. Ja. Super. A ste prvič na Trnov Festu? Ja, smo prvič. Ja. Kako je pravzaprav to sploh izgledalo? Na kakšen način ste prišli v ta izbor zasedb, ki jih bomo lahko poslušali? Prijavili smo se prek interneta, ali smo mail napisali ali nekaj in so nas povabili, da pridemo. Čisto za bodoče, mogoče tudi glasbenike, da vejo, kako treba poteka. Treba je sam sebe promovirati, takoj pošiljati maile, pa včasih pa rata nekje. Bi mogoče izpostavili kaj iz letošnjega programa? Ste se ga kaj bolj podrobno ogledali? Kdorkoli? Mislim, da Ambrož je zadnje cajte več hodil po koncertih. Ja, prav iz Trnov Festa nisem bil sicer dosleden letos. Tukaj vidimo Divje jezero, to je odlična zasedba. Ja. Čeprav poleg nas pa Divje jezero, King Fu, pa tako naprej ne poznam prav veliko teh bendov, ampak... Jih bomo spoznali v avgustu. Jih bomo spoznali, ja. Definitivno bo fajn prijeti, če nekakšen špilček. Velja. Javne vaje. Takole. Zdaj pa, če se mogoče k vam vrnemo, to se pravi Spaceship Earth. Kako se je vse skupaj začelo? Koliko časa že obstajate? Obstajamo, koliko Ambrož, 3, 4? Nekaj tasga, ja. V bistvu se ne morete čisto odločiti. Ne moramo se čisto. V bistvu je šel čez ene par faz band. Iz čist prve zasedbe samo jaz pa Ambrož, ampak Pero se nam je zelo malo pridružil. Peter je basist, ali kako? Peter je basist, ja. Ene 3 leta nazaj. Ambrož je pa bobnar. Ambrož bobnar? Žive. V bistvu smo se spoznali na faksu. Vsi ustanovni člani smo bili sošolci na oblikovanju, na ALOO-ju. In smo v bistvu začeli kot blues band. Smo preigravali razne coverje od Claptona, Hendrixa in Muddy Watersa in podobne stvari. Pa s časoma smo začeli malo bolj avtorsko muziko delati in se je zasedba malo skrčila, zdaj pred kratkim pa spet razširila. Z novim članom Darjanom, ki je pa ritem kitarist, če se ne motim. Ja, jaz sem v bistvu zvok. Jaz sem kot nek dodatni efekt, ki ga Marko ima v razpolagi, ki ga klikne, pa je samo da je noise in to je to. Ja, verjetno ne. Kako je že tista reklama, vse ostale stvari se da kupiti, za ostalo je pa tu Darjan, ali kako? Ja. Vse efekte se da kupiti, razen Darjana, ne? Takih se pa ne da kupiti. Jaz bi bolj rekel, da ni ritem kitarist, ampak da je ambientalni kitarist, tako recimo temu. Ja. To se pravi, kot oblikovalci grafike, slike, svetlobe ste se potem znašli tudi kot oblikovalci zvoka. Zdaj prej si že omenil mogoče nekaj vplivov, ki so vas na začetku nekako gnali, kot si rekel, ste igrali priredbe. Kako se to mogoče pozna v glasbi, ki jo izvajate sedaj in kako bi jo, če bi jo mogel, umestil v neke žanrske predalčke, da vemo, o čem govorimo? Mislim, ja, kakor sem rekel, začeli smo kot blues band, tudi jaz sem mogoče največ bluesa preposlušal. Mogoče se pozna to v naši muziki, po nekih riffih, ki so malo bolj bluesovski, pa tudi po tem, da so vsi soloti vedno improvizirani, se pravi, da je ta malo impro pristop, kot je ponovadi v blues muziki. Ampak ja, so pa malo prišli neki drugi influenci, tudi, ne vem,
Smo veliko stonerja poslušali, stoner rocka, desert rocka. Ne vem. Definitivno je. Aha, to je odgovor. Zanima me, ne, ko govorimo o stoner rocku, ne, to je mogoče žanr, ki ga marsikdo izmed naših gledalcev morda ne pozna. A je pri nas veliko takšnih zasedb, da bi rekli, da igrajo takšno glasbo? Ja, zadnje čase se pojavljajo, nekaj jih je, čeprav še zmeraj zelo majhnih količinah govorimo, ne? Ni tega toliko, kar recimo v Ameriki ali pa ne vem, v Skandinaviji ali kaj takega. Je pa tako, da ta muzika zdaj spet malo prihaja nazaj na odre, bi lahko temu rekli. Par bendov je, ne vem. Dust Collectors so špilali na istem eventu malo nazaj, zelo fajn band, drugače pa od malo starejših, recimo Karneval. Jegulja tudi, ne? Jegulja, zdaj je vrhunski bendi. Tako da je kar ene par zelo kvalitetnih stoner bandov tudi pri nas. No. Tudi ti, Darjan, poslušaš takšno glasbo? Ja, sem bil vzgojen v blues v bistvu, pa zdaj bolj, mislim tudi recimo od stoner rocka, desert rocka sem bolj poslušal recimo Queens of the Stone Age na večji sceni. Ampak ja, je veliko novih bandov, tako da se scena razvija tudi pri nas. No. Dobro, prej ste rekli, da ste začeli s priredbami, ne? Zopet se vračam nazaj. Potem pa verjetno kmalu tudi z avtorskimi torej skladbami. Na kakšen način te skladbe nastajajo? Kdo jih piše? Peter? Jaz jih ne pišem. Potem sem pa ravno napačnega izbral. Ja, napiše jih Marko, no? Če smo čisto iskreni, ampak pa vsak prispeva svoj del. Besedilo pa melodija pa prispeva seveda. Aha, Marko je pravzaprav tako skladatelj kot tekstopisec. Ja, pravzaprav, ja. Aha. Med poslušanjem recimo vaše glasbe bi bilo prvo vprašanje, zakaj teksti v angleščini? Mogoče zato, ker vsa muzika, ki je bila nam za influence, je v angleščini in potem, ker špilamo tako zvrst, je bilo mogoče malo bolj naravno na ta način pristopati. Hkrati si s tem puščamo tudi odprto pot mogoče za tuje trge. Ja. Kako je sicer s tujimi trgi? Zaenkrat še nismo prodarili. No? Zakaj ne? Zakaj se smite? Ja, ne vem. Bo treba še malo vaditi, a ne po mojem. Ste pa že tudi posneli nekaj skladb, ne? Tako da lahko slišimo vaš. Zdaj nisem povsem prepričan, če je to že samostojna plošča ali zgolj EP. Ja, EP rečemo temu, ja. Je bil, kako bi rekel, zelo zimprovizirano posnet, oziroma tako partizansko, kako bi rekel. Ampak taki so kdaj najboljši? Ja, mislim, jaz moram reči, da sem zelo zadovoljen z izidom, sploh glede na to, da smo imeli skoraj nič sredstev. Ampak na srečo imamo frende, ki so nam bili pripravljeni par slug narediti in smo naredili nek zelo lep izdelek, se mi zdi na koncu. Ko si rekel gverilsko in tako naprej, poznamo kar nekaj svetovno znanih zasedb, ki so na primer snemali v kopalnicah, v tuš kabinah, na hodnikih, v spalnici hotelskih sob in tako naprej. Ste imeli vi tudi kakšno tako čudno lokacijo? Ja, kakšno podstrešje, pa kleti, pa take zadeve. Ni manjkalo čudnih prostorov na snemanjih. Moramo se zahvaliti babici od Perota, ker v njeni kleti smo v bistvu posneli velik del te plate. No. Razen vokala, ki je bil pa na podstrešju posnet. Ja. Super, se je babica tudi kot producentka izkazala? Ali? Mislim, da ni najbolj po njenem okusu naša muzika. No. Ni bila najbolj nadušena, ampak vsem smo jih hvaležni. Velja. Kakšne bi rekli, da so največje težave recimo za nekega slovenskega glasbenika, ki se nekako vzpostavlja v tem glasbenem prostoru kot band, ki igra recimo, še to zamimo na rock glasbo, ne, v nekem širšem pomenu, mogoče Ambrož? Ja, to je kar težko vprašanje. Prvo kot prvo je fajn, da imaš neke glasbene podlage že odprej. Druga stvar pa je, da moraš najti prave ljudi, ne? Da boš z njimi v bendu, da se boš z njimi tudi razumel, da ne boš
pač pilov z nekom, ki se ne boš sprostil, ki ne bo nastala nobena kreativna energija. Pa tako, mislim, da je to najbolj pomembno. No. Se pravi, v prvi vrsti ste prijatelji, ne? Ja, itak. Se mi zdi, da v prvi vrsti družba, v drugi pa podpora frendov, družine, ne vem, vseh, ki so okrog tebe, ki ti dajo navdih. Tako, no. A bi rekel mogoče kot tekstopisec, da je pisanje v angleščini lahko težava celo? Meni osebno je celo lažje pisati v angleščini. Mislim, v smislu neke vzpostavitve v tem prostoru. Mislim, Nekako dobivam občutek, da vsi glasbeniki ali pa glasbene zasedbe, ki se nekako uspejo tukaj, vsaj kar se da vzpostaviti, jih je velik delež tistih, ki pišejo v slovenščini, recimo. Ja, to je res, tudi te opažam. Ja. Mogoče za uveljavitev na slovenskem trgu je mogoče to mečkan teže zaradi tega, ampak se pravi, mogoče bo pa za nek širši trg ali pa prednost to postala. Velja, s sabo smo prinesli tudi inštrumente, ne boste verjeli. Tako da predlagam, da za trenutek skočimo k glasom, potem pa se vrnemo, pa mogoče celo kaj zaigramo. Da slišimo ta blues in stoner oglasi. Pozdravljeni zopet nazaj v naši družbi. Nahajamo se, lahko bi rekli, popoldansko sončni Ljubljani. Trnovfest, prizorišče, zasedba pa Spaceship Earth. Obljubili smo, da bomo nekaj zaigrali. Ježek ima kar nekaj časa že v roki kitaro. Prej smo govorili nekako v duhu vaših začetkov, da izhajaš tudi kot kitarist in skladatelj nekako iz bluza. Ja, res je. Kaj to pomeni, recimo, če lahko kar konkretno na kitari probamo? Aha, konkretno na kitari. Okay. Blues me je zmeraj pritegnil, zato ker je zelo enostaven, ker je pač so 3 akordi in pentatonična lestvica, ampak po drugi strani glede zaradi te enostavnosti pušča veliko prostora za kreativnost in improvizacijo in prav. Kako se potem ta blues pretvori v recimo Spaceship Earth? Kako postane kvartet vesoljcev? Mislim, mi smo ta blues vzeli za osnovo, recimo, ampak pa mešamo zraven vse te zvrstine. Tudi en komad imamo Orion, ki je riff je. In to je v bistvu zelo, smo izhajali malo iz Hendrixa. Se pravi, to je Purple Haze, če se ne motim. Ja, oziroma ta akord je ogromen uporabljen, ampak ja. Odlično, to je res privilegij, da lahko z glasbeniki pravzaprav razdelamo celo njihovo glasbo. Poleg tega se mi zdi, da poleg bluza imate kar en tak zelo, pa poleg recimo stonerja, kot smo prej govorili, imate kar širok spekter neke muzike ali pa glasbenih vplivov, ki jih noter upoštevate. Tudi Darjan, kako smo mu že rekli? Ambientalni kitarist. Ambientalni kitarist, prav to, ambientalna glasba, recimo nekaj, kar smo lahko v 70-ih letih videli pri zasedbi Pink Floyd, pri tem nekem art rocku. Tudi to je opaziti v vaši glasbi, da lahko preskočite iz bluza potem v nekaj povsem ambientalne. Ja, mislim, tudi Floydi bi rekel, da so kar veliki influencer. Po drugi strani pa tudi Floydi so izvirali iz bluza po eni strani, tako da je vse na koncu nekako povezano. Z bluzom? Vedno? Ja, vedno pridemo nazaj do bluza. Ponavadi, kogarkoli sprašujem, se vedno vse začne in konča z bluzom. A ni to žalostno? Ja, ne vem, kakor si vzameš, To je klasičen bobnarski odgovor, če se malo pošalimo.
Torej, kako izgleda Spaceship Earth, ko je na odru? Peter. Ja, definitivno je za videti. Mislim, da si morate priti to vsi enkrat pogledati. Počnemo vse živo, skačemo, divjamo, žgemo. Ampak so pa vmes tudi mirni komadi, da se malo pomiri, pa se spet razpali, zažge in tako malo valuje, Ampak ne sme noben tega zamuditi, ne? Vsaj enkrat v življenju, ena doza Spaceship Eartha. Ja, točno. Definitivno. Kdo je najbolj divji na odru? Kdo je najbolj divji na odru? Tja, ta je težka, mogoče Marko, če ima dan. Ravno zato, ne, ker človek redko reče jaz, ne, zato sem potem tebe. Mislim, da mi dva so si kar konkurence glede tega. No, tudi tam brož zna biti kar divji, kaj notri pade. Kako pomembno je glasbeniku nastopati v živo? Jaz bi rekel, da zelo. Da, mislim, vsaj meni, bi rekel nam, mogoče celo bolj kot snemanje. Nam v živo nastopi največ pomenijo. To, kar sem prej rekel, tudi radi improviziramo občasno in da neko avtentično. Vsak dogodek je malo drugačen, tako bi rekel. Vedno mora biti ta prav feeling, vedno se treba povezati s folkom. Je nek svoj čar, ima live nastop. Kako pa, recimo, prej si omenil, da nekje izhajate iz grafičnega oblikovanja, a imate tudi kakšen stilski poenoten? Industrijskega oblikovanja. Industrijskega oblikovanja. Ampak imate dobro oko v vsakem primeru. Ja, sej tle tudi grafično oblikovanje tudi malo spada zraven. No. Je prednost to, da si lahko sami oblikujemo vse logote in posterje in to imično. Mislim, da nam kar prav pride, da imamo ta znanja. Kaj pa oblek si pa ne šivate sami? Ja, jih šivamo, ne, si pa recimo sami tiskamo majice, pa take podobne zadeve. Super, odlično. Če se vrnemo mogoče na temo, ki smo jo prej že malce načeli, to se pravi nastopanje in glasbeniki. Epidemija in glasba v Sloveniji se glasi moje naslednje vprašanje. Kako je prvo neposredno recimo na vašo zasedbo vplivala, kaj ste najbolj pogrešali in mogoče v katerih točkah je pa prav prišla? Ja, bi rekel, da tisti prvi lockdown predvsem je malo ustavil naše delo, v smislu, da nekaj nismo imeli vaj, nastopov pa sploh že pol leta, ne, skoraj eno leto nismo imeli live nastopa, malo manj, no, ampak slabo leto. Tako da definitivno je malo ustavil naše plane, ampak po drugi strani nam je pa dal malo več časa za pisanje novega materiala, mogoče da smo lahko malo zadihali, se malo poglobili in so tudi med karanteno oziroma to izolacijo tudi nastali novi komadi. No. Se mi zdi, da so kar solidni. Zakaj? Zakaj so nastali? Ne, zakaj so solidni? Ne vem, pozitiven feedback je bil, ko smo jih live špilali. Se mi zdi, da je zelo težko sam za svoj komad reči, da je dober ali ne. To še lepo vidiš, kaj ga zašpilaš in kako folk reagira na njega. Ko smo pri komadih in pisanju, o čem pravzaprav sploh pišeš? Oziroma, o čem si začel pisati zdaj med epidemiološko krizo? Ne bom se preveč specifike spuščal, ker se mi zdi, da je po eni strani prednost muzike, oziroma tudi pišem take komade, da si lahko vsak mogoče malo drugače interpretira. Sicer ponavadi so v nečem specifičnem, ampak mislim, da vsak nekaj najde svojega komadu. Seveda jih je velik del o ljubezenskih problemih, tako kot večina muzike na svetu, ampak se pa nekateri dotaknejo tudi, ne vem, okoljskih tem mogoče. Geoengineering recimo je bil naslovni komad našega EP-ja, gre tudi malo v to smer. Energetika, vodovod. Seveda. Super. Ali je Spaceship političen band? Ne bi rekel. Zelo nepolitičen. Samo kot vmesno vprašanje. Veste, kaj me še zanima? Skozi konstantno govorimo o vizualnem delu, pa me zanima, če ste se preizkusili tudi že v videospotnem formatu. Peter. Ali pa... Kar ne Peter pove.
Smo snemali en koncert, smo naredili kar veliko uporabnih posnetkov, ampak pol se je nekako zataknili. Ja, jih montiramo zdaj že 1 leto, ampak vsak čas bojo prišli, vsak čas bo prišel video spot. Zelo kmalu, ja. Aha, to bo torej video spot iz koncertnih posnetkov ali kako? Ja, pa mogoče Ja, v bistvu bo video spot v živo. Live, Recimo. posnetek live koncerta. Ja. No. Mislim, da bo 4 komadi, bojo eni sek enega koncerta, nekako 20 minut, pol ure, nekaj tasga. Ko bo vam prišel, upam, da hmal. Ja. Ko bo zelo dobro. Ja, ne dvomim. Za konec, ne bomo končali pri bluzu, obljubim. Kakšni so načrti za prihodnost? Kam? Prej ste omenili, da so tudi neke ambicije, pa mogoče širšem, nekako geografsko območju. Ja, zdaj tako ne, če ni ambicij, pa nikamor ne prideš. A ne. Zdaj, kam bomo pa prišli, je pa drugo vprašanje. Ne. No, ravno o tem sprašujem. Do kakšne sosednje države bi se bilo fajn stegniti. Pustimo se presenetiti. Ne. Darjan, ti si prišel na zadnje v to zasedbo. Kdaj boste dodali novega člana? Se moram prvo še jaz uskladiti z ostalimi 3 člani. Ne gre tako, da zadnji človek potem naslednjega pripelje. Ne, še nismo pri tem, tak domino efekt nismo še tam, ampak bomo videli, kako bo šlo naprej. Ja. A si lahko obetamo tudi prvo ploščo kmalu? Po mojem plošče še ne bo tako malo, imamo najprej plan par singlov narediti. Singlov je pa ta live posnetek, no to boste prve zadeve, ki jih nameravamo. No, ampak s časoma pa tudi plošča. Ja. Si lahko nadejamo tudi kakšnega slovenskega komada? Zaenkrat ga še nimamo, ampak never say never, no, mogoče. Verjetno je izjemna priložnost, da v tem času naredite, če se motim, me pa pravite, ampak kakšen hlavospev slovenski košarkarski reprezentanci. To bi bila odlična tržna niša. Ja, to bi bila kar v redu tržna niša. Bi bilo za razmisliti, Marko. Mogoče. Samo kot, niti ne kot napotek, bolj kot šala. Povejte, posebno za konec, kje vas lahko mogoče v jeseni še ujamemo? Zdaj naslednje planiranje 3. septembra v Trzinu bomo najverjetneje. No, sicer je še v pripravah, ampak zaenkrat dobro kaže. No, če bo vse po planu, 3. september Trzin v tistem mladinskem kulturnem centru. Tam, Odlično, potem pa zimsko spanje, ali kako? Mislim, upam, da ne preveč spanja. No. Upam, da zimsko delo. Super. Bi še kaj sporočili našim gledalcem, posebno za konec, imate kakšen spejši prd pozdrav? Ja, jaz bom samo to povedal, da danes predstavljamo eno novo pesem, ki mislim, da bo zelo dobro zažgala. Smemo zvedeti naslov? No, Marko, že povedal. Pixel Pixies je naslov. Aha, navezava na legendarno zasedbo. Ni bilo tako mišljen, čeprav jih pa zadnje cajte spet poslušam, tako da mogoče podzavestno prišlo do tega. Verjetno res. Tole so bili Spaceship Earth. Preverite več o njih na njihovih uradnih kanalih. Vsekakor pa vsi skupaj naj ostajamo v pričakovanju vaše prve plošče. Upam, da vam tudi uspe s prvim videoposnetkom čim prej. Tole so bili še enkrat Spaceship Earth. Adijo.